projekta KIPSI ni v prvi vrsti uvajanje digitalne tehnologije, temveč razvoj in uvajanje pedagoških pristopov, kjer lahko tudi s pomočjo digitalne tehnologije podpremo učenje učencev, dijakov in tako naprej. O tem, kakšno vlogo ima digitalna tehnologija pri spreminjanju pedagoških pristopov v poklicnem in strokovnem izobraževanju, nam bo zdaj spregovoril dr. Andrej Flogi, docent na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Mikrofon še mi če daš. Dober dan in lep pozdrav vsem skupaj. Veseli me, da sem lahko danes tukaj med vami. Imam pa eno, bi rekel, zanimivo in nehvaležno temo govoriti o digitalnih tehnologijah v tako zelo kratkem času, ampak bom poskusil nekaj konceptualnih premikov, ki se dogajajo tako v evropskem kot širšem šolskem prostoru, vam danes prikazati. Takole, za uvod, torej z izobraževanjem učiteljev se ukvarjam že zadnjih 20-25 let, drugače delujem zelo intenzivno na področju didaktike izobraževanja. Ves čas pa sem vpet ali pa, bi temu rekel, me podpira, raziskujem področje vloge sodobnih tehnologij ali pa še bolj enostavno vloge tehnologije v izobraževanju. Torej, ker ne govorimo zdaj samo o tehnologijah, ki so danes, ampak tudi v preteklosti, ki so bile. Z vidika izobraževanja imamo danes veliko izzivov, nekaj sem jih tukaj napisal, torej ne vem, kako je drugje, ampak vsaj pri nas v Mariboru imamo zelo velike izzive starši, ki zelo veliko stvari vejo, no vse se spoznajo dan danes. Velike izzive imamo z širšo javnostjo, ki natančno ve, kako je treba tehnologijo v šoli uporabljati in kako je umetna inteligenca škodljiva in kako je 3 pikice še naprej. Torej, vsi imajo svoje mnenje. Vsakdo ima svoje mnenje. Čeprav se o tem strokovno, znanstveno, raziskovalno ali pa izkušenstvo ni kaj dosti ukvarjal. Je pa res, da so mladostniki drugačni, torej da se generacije mladostnikov spreminjajo, to opažamo vsi. Res tudi, da na področju pedagoških spoznanj prihajamo do nekaterih novih zaključkov, do novih pristopov, vse to drži. In kako zdaj to povezati v eno celoto in zakaj se nam to dogaja? Zakaj je tako veliko, bi temu rekel, mnenj, stališč in vsega ostalega na področju PISA in še kje pa kar naenkrat zaostajamo vsi skupaj, ne? En od odgovorov za nas, bi temu rekel, učitelje, predavatelje, profesorje je, najbrž poznate tale graf znanega psihologa, ki pravi, ne bom ga kaj dosti razlagal, ki pravi, manj kot imaš izkušenj in znanj, bolj si na nekaterem področjih lahko samozavesten. To se nam dogaja v družbi, ne? Torej tisti, ki se na področje ne spoznajo, pa zdaj ne govorim samo izobraževanje, ki nimajo izkušenj, ki se ne spoznajo, so zelo samozavestni, jih slišimo v medijih, jih slišimo vsepovsod, o njih se govori, so v točki A. Tisti, ki delamo, tako kot je bil projekt in učitelj v Blendvetu in inovativni pedagogiki in še vseh ostalih, ki sproti gradiš počasi svoje znanje in tako kot vas je večina tukaj, dejansko smo šli čez to fazo, tegale, da smo bili zelo nesamozavestni, ker smo videli, da kaj dosti ne poznamo področje in potem z delom prideš seveda na točko B ali pa v področje točke B, kjer pa v področju nekaj veš in lahko nekaj poveš. In tukaj danes smo, po mojem, ali pa verjamem zbrani takšni, ki smo na tej točki, da lahko o teh zadevah diskutiramo in me to zelo veseli. Seveda vse te spremembe so za vsakogar izmed nas boleče. Torej tehnologija zelo intenzivno posega v družbene spremembe in to za nas kot, bi temu rekel, ljudi je to boleče, zato ker je potrebno iz svoje cone udobja. Tega si pa ne želimo, tudi jaz ne hodim rad izven svoje cone udobja, ampak tako smo narejeni. Če pogledamo razvoj tehnologije skozi zgodovino človeštva, je včasih, torej od iznajdbe kolesa do pluga, torej obdobje, ki je bilo potrebno, se je merilo v tisočletjih. Torej človek se je temu prilagajal. Zadnjih 200 let se je zgodilo tole na področju tehnologij.
Torej, blazeno hiter razvoj, to je ena izmed ključnih zadev. Da se tehnologija tako hitro razvija, da mi, torej učitelji, pedagogi, tisti, ki se s tem ukvarjamo, zelo težko sledimo vsemu temu. Ne? To se nam dogaja. Zdaj, pa bi rekli, to je 200 let, pa sem šel potem še en korak naprej, sem pogledal, pa sem rekel, kaj pa zadnjih nekaj let. In tu sem našel potem en zanimiv tudi tole slikico, koliko časa je potrebovala tehnologija, da je dosegla 50 milijonov uporabnikov. Ne? Če pogledamo telefon, vidimo, da je od iznajdbe telefona pa do trenutka, ko je telefon uporabljajo 50 milijonov uporabnikov, preteklo 75 let. Ne bomo šli čez vse, ampak tam čisto spodaj vidite, Angry Birds je za to potreboval 35 dni. Vemo, kaj je to Angry Birds, igrica, ki se je igrala, zdaj ne vem, če se še igra, nekaj let nazaj. Potem sem vprašal ChatGPT, koliko časa je bilo potrebno, da je ChatGPT, torej da je dosegel 50 milijonov uporabnikov, in odgovor je bil 5 dni. 5 dni. Ja? Skokovito ali pa zelo hitro. Seveda, po drugi strani imamo, ves čas imamo v fokusu naše otroke, imamo učitelje, izobraževanje učiteljev, tehnologijo, ki to podpira, trg dela, in smo v enem takem zelo intenzivnem obdobju, ki vpliva na celotno družbo. Nekaj izsekov samo, torej vpliva na nova obnašanja, torej nova tehnologija vpliva zelo izrazito na obnašanje celotne družbe. Spomnimo se na družbena omrežja, spomnimo se na volitve v Združenih državah Amerike in vse ostalo. Ne? Kako se obnašanja spreminjajo v šolah, se nam dogaja, v osnovnih šolah se jim dogaja to, da v bistvu ko dobi otrok oceno, če je vprašan, preden je konec ure, že to ve ne samo njegovi starši, ampak celotna skupnost, ki jo imajo starši v ozadju na svojih socialnih omrežjih, in je pritožba pri ravnatelju, še preden se ura zaključi. To se dogaja. Ne? To se dogaja, en izmed primerov. Skratka, nova obnašanja. Tehnologija, v bistvu vse skupaj se seli v oblak. Kje je ta oblak, kje so podatki, kaj se z njimi dogaja, to bo Uroš mogoče kakšno besedo potem še kaj več govoril. Ampak nova delovna sila, vsi vemo, da če smo starejši, stremeli k temu, da imaš službo za nedoločen čas, da lahko v miru raziskuješ, delaš in vse ostalo, pri mladih več ni tako. Ni več tako. To, da se selijo, to, da so službe samo za določen čas, da so to projektno delo, jim je prav v redu. To je drugače. Ne? Mobilnost, globalizacija in vse te ostale stvari, skratka nekaj izsekov sem želel povedati. K temu, ne bom rekel samo, ampak v veliki meri prispeva tehnologija. In seveda potem se sprašujemo, kaj pa zdaj v šolah. Ne? Ker uvajanje tehnologije v šolo nima dodane vrednosti, vkolikor to ni usmišljeno, vkolikor ni pedagoško premišljeno in ni v nekih konceptih, in te koncepte bi vam zdaj želel nekaj o teh povedati. Torej, kako smo se mi, bi tem rekel, kako smo pristopili k uvajanju sodobnih tehnologij v šolski prostor. Še nekaj vprašanj, takole čisto za razmislek, ki zdaj ne bom šel čez njih, ampak kaj in kako se tega lotiti. Prvi odgovor, ki je bil strani Evropske komisije, oziroma zelo natančneje Joint Research Centra iz Seville, že pred leti, je bil v smeri inovativnih pedagoških pristopov. O tem, kar tudi v tem projektu Blendvet se je kar nekaj od tega dogajalo. Strokovnjaki, tudi slovenski, so sodelovali nekako tehle 9 področji. Osnovna ideja je bila, da ni dovolj samo zagotoviti infrastrukturo, niti ni dovolj zagotoviti učne vire, niti ni dovolj zagotoviti samo izobraževanje učiteljev, vrednotenje in vseh teh 9 stvari, ampak je treba to delati komplementarno, torej v sozvočju. Ne?
to je bilo ključno spoznanje temu rekel, strokovnjakov iz Joint Research Centra in je nastal tako imenovane inovativne pedagoške prakse, inovativnih pristopov poučevanja in učenja. To je kompleksna zadeva, to ni dovolj, da dela učitelj, to ni dovolj, da dela samo ministrstvo, ampak je odgovornost nas celotne družbe, da se temu gremo. In seveda potem smo prišli od znanja k kompetencam, to pomeni, to je bil naslednji korak, DIGCOMP in pa DIGCOMP Edu, ki je ravno tako na tem področju postavil in to je vse skupaj komplementarno. Vzporedno, če pogledamo na drugo stran, je avstralski model, ki je tudi, bi temu rekel, nekako bil zelo uspešen uvajanja inovativnih pristopov poučevanja 1 na 1, to je bilo že 8 let nazaj, 1 na 1 v smislu pomeni, da ima vsak otrok svojo napravo, takrat še tega pri nas ni bilo toliko in v ozadju se razvija didaktika poučevanja, organizacija dela in vse ostalo. In to je ta metodologija 21 korakov, kjer nekako opozarja na to, kaj vse je treba upoštevati, kje vse je treba, bi temu rekel, dati fokus. Tisto ključno z mojega zornega kota seveda pa je, da je izobraževanje učiteljev ključnega pomena na eni strani in pa zavedanje vodstvenih delavcev, ravnateljev, direktorjev, ministrstva, v katero smer in na kak način želijo delati. To sta bila 2 odgovora in 2 koncepta. Če gremo na vsebino, če gremo en korak naprej, torej je potem bil razvit tudi tale model s kratico TPEC, kjer nekako se osredotoča že na učitelja. Torej, če učitelj ve, kako združiti pedagoške koncepte in pristope, tehnologijo in pa vsebine, torej če je strokovnjak na teh področjih, potem lahko govorimo o spremembah v šolah. Drugače govorimo samo o zamenjavi, to, kar bomo zdaj tudi na naslednjem modelu videli, drugače govorimo samo o tem, da tehnologija zamenja nekaj drugega. Ne vem, interaktivna tabla samo zamenja kredo, ampak jo še zmeraj uporabljaš na isti način. Prosojnice, PowerPoint samo zamenjajo tisti, ki smo malo starejši, ne vem, če se spomnite, smo imeli grafoskope, ne? Torej nobene dodane vrednosti z pedagoškega zornega kota. Gre samo za zamenjavo. Zato je ta v bistvu tudi SAMR model, na kakšen način tehnologijo uporabiš pri poučevanju in učenju, ali želiš samo tole zamenjavo, to je tale najnižji nivo, kjer se ne dogajajo neke bistvene spremembe. Ni dodane vrednosti. Ali pa, če gremo zdaj čisto na desno stran, kjer tehnologijo uporabljaš za spremembe, za redefinicijo samega učnega procesa. Tukaj se dogajajo, samo malo, evo ga, takole, tukaj pa se dogaja potem preobrazba in sprememba. In seveda, kako in na kakšen način to narediti, primeri dobre rabe, vse to dejansko obstajajo. Na koncu spet pridemo do tega, da je ključnega pomena učitelj, na kak način, ali je on usposobljen, da zmore in zna te stvari narediti. To je eno. In pa drugo, kar je z mojega osebnega zornega kota zelo pomembno, top-down in bottom-up pristop, torej sodelovanje tako raziskovalcev, profesorjev na fakultetah, učiteljev, strokovnjakov CPI-ja, Zavoda za šolstvo in še vseh ostalih inštitutov in učiteljev. Namreč zelo enostavno je govoriti, kdo mora kaj narediti, dokler ne sedimo skupaj. Ko pa sedimo skupaj in razpravljamo o teh zadevah, pa je v prvi fazi to zahtevno, gremo iz cone udobja, spet nasmeče se skupaj. Seveda na koncu je rezultat boljši in šele potem lahko pridemo do teh področij, da se tehnologija uporablja na področju sprememb in pa redefinicije samega tega. Zato obstajajo pripomočki, zato obstajajo že tudi razvite metode, aplikacije in vse ostalo. Ampak o tem zdaj ne bi šli toliko v podrobnosti. Skratka, obstajajo okviri, kot vidite, bolj ali manj za učitelja. Seveda vsem nam, ali pa bi temu rekel, želimo v središče postaviti učenca.
Učenec v središču ne pomeni, torej ni enako permisivna vzgoja, da ne bi kdo napak tega razumel. Učenec v središču pomeni, da se v bistvu koncepti, pristopi v največji meri prilagodijo učencu na takšen način, da lahko doseže višje taksonomske ravni znanj. To nam je vsem skupaj v interesu. Kako in s kakšnimi pristopi, nekaj je tukaj le naštetih, izpostavil bi mogoče sodelovalno učenje, ki je eden izmed, bi temu rekel, takšnih biserov tukaj not, in pa tukaj sem naštel 4 od vzajemnega, problemskega, projektnega in pa zvrnjenega učenja, pri katerih torej tehnologija, ki je danes razvita, vključno z umetno inteligenco, lahko zelo, zelo, zelo dobro podpre te pristope. Ne? In teh primerov nekaj smo že tudi poskusili in naredili, in v tej smeri bo zagotovo tudi šlo veliko napora ali pa dela še tudi naprej. Še en izziv, torej izobraževanje učiteljev. Izobraževanje učiteljev je en velik, velik izziv. V zadnjih projektih, v zadnjih 10 letih smo običajno, torej v Sloveniji od e-šolstva naprej, če se spomnite, izobraževanje učiteljev peljali skozi seminarje. Ne? Torej učitelj gre na seminar, opravi naloge, dobi točke in potem je to. Rezultati niso dobri. Ne? Rezultati in analize, ki smo jih delali po e-šolstvu, so pokazale, da je po zaključenem seminarju krivulja pozabljanja bila blazno strma ali pa uporabe. Ne? Torej učitelj je šel na seminar, nekaj se naučil, potem je padel v delovno okolje, kjer je, dejansko ni imel suporta, ker je bil sam ali 2 iz šole sta bila, in se je uporaba tega, smiselna raba, kar se pridobljenega znanja, je padla strmo dol. Ne? Strmo dol. Zato je še en takšen koncept professional learning communities, torej skupnosti, kako bi temu prevedli, skupnosti učiteljev, strokovni aktivi ali pa kakorkoli že. Ampak z tega so ključnega pomena. Zakaj? In pa tudi novi pristopi izobraževanja učiteljev. Eden takšen model smo razvili tudi tukaj v Sloveniji, ki relativno dobro funkcionira, če ga zelo na kratko samo, imam še par minut, če ga zelo na kratko izpostavim, torej govorimo o izobraževanju učiteljev, o uporabi, smiselni rabi tehnologije pri pedagoškem procesu. O tem tipu izobraževanj govorimo. Ne? Torej, učitelj, seveda, ki gre na izobraževanje, prvi korak, izobraževanje mora biti kvalitetno. Drugače jih na dolgi rok vse izgubimo, ker jim je škoda časa. Takšnih strokovnjakov v Sloveniji je omejena količina, na žalost, ali kakorkoli bom rekel. Drugi korak, učitelj to preskusi v razredu. Tretji korak, učitelj to predstavi aktivu sodelavcev. Četrti korak, zapiše ta primer. Šele potem je zaključil izobraževanje. Ne? Torej cel krog. V tem primeru se začne dogajati to, da se znanje kopiči na nivoju izobraževalne institucije, šole, kakorkoli že. Eden gre na eno izobraževanje, to predstavi, drugi gre na drugo izobraževanje, to predstavi. Ravnatelj in tim to koordinira in to se je izkazalo kot zelo v redu pristop. Nadaljevanje tega, grozdenje med šolami v lokalnem okolju. Zelo težko je sodelovati, ni nemogoče, torej zelo težko je sodelovati, če nisi v živo. Neke stvari moraš pač umeti v živo, seveda lahko en del nadaljavo. Tako da so lokalne skupnosti prav tako pomemben temelj za uspešno izobraževanje. Skratka, ti modeli so razviti in vse to
so osnove, če želimo smiselno integrirati uporabo tehnologij, digitalnih tehnologij v pedagoški proces. Samo še 2 besedici, zdaj pa pride še ena izmed tehnologij, tako kot smo jih že imeli, torej umetna inteligenca, ki nič kaj drugega ne imejmo v mislih kot pa to tistih 5 dni, 50 milijonov uporabnikov. Ne? Torej razvoj veliko hitrejši kot vseh tehnologij do sedaj. Tole bomo preskočili. Pa če se spomnite onega druge prosojnice grafa, veliko je diskusije o slabostih, o neuporabi, da je treba, bi temu rekel, da nam dela veliko škode in vse ostalo. Veliko od tega je mogoče res, mogoče ni res, ampak o tem se vprašate, kdo o tem najbolj diskutira. To je prvo vprašanje. Ne? Torej, jaz se osredotočam na prednosti in pa smiselni rabi. Samo za občutek, zato da podkrepim tole moje govoričenje, resne raziskave, torej o vplivu umetne inteligence na otroke, da postajajo depresivni, da postajajo drugačni in pa vse te zadeve. Eno takšnih resnih raziskav je naredil profesor Jokić na Hrvaškem, torej iz Univerze v Zagrebu, ki je ugotovil, mogoče zato sem tale graf samo ven iztekel, ki je v bistvu ugotovil, da ni bistvene razlike, če gledamo tukaj le gor, ker so 3 pikice, ne? Torej to so učenci, ki sploh ne uporabljajo tehnologije in njihova, bi temu rekel, nerazpoloženost, bom tako, in pa tistimi, ki veliko uporabljajo popolnoma na desni strani. Ni bistvene razlike. Naslednje vprašanje, ko slišimo po medijih, tudi na POP TV, tudi na RTV smo o tem govorili, kako negativni vplivi so tehnologije. Ne? Kje uporabljajo otroci tehnologijo? Teh 5, 6 ali 7 ur. V šoli? Ne. Ne? Torej, šola ni odgovorna za ta del, ampak so starši, kakorkoli že. Skratka, dajmo biti natančni pri, bi temu rekel, izražanju stališč in mnenj, kaj s tehnologijo ja in kaj ne. Potrebno je biti, bi temu rekel, potrebno je uvajati smiselno, o tem ni diskusije. Potrebno je poznati neke osnovne koncepte, okvirje, pedagoške pristope, vsekakor se s tem strinjamo. Ampak vprašanje o tem, ali uporabljati tehnologijo, ali jo ne uporabljati, tale graf, najbrž ni na mestu. Vprašanje je samo, v kakšni meri jo smiselno uporabiti, zato da bodo naši dijaki, naši učenci, otroci dosegli višje taksonomske ravni znanj, kompetenc in bodo primerljivi z ostalimi azijskimi in vsemi ostalimi, ki z njimi tekmujemo. Ne? Torej, tukaj Evropa mora narediti korak naprej. In tole samo za občutek, ko govorimo o umetni inteligenci, večina jih govori samo o ChatGPT-ju. Torej, ChatGPT je samo eden izmed modelov, eno izmed področji. Od leta 2012 je že intenzivno ta AI prisotna tako v šolah kot v družbi, pa o tem nihče ni kaj dosti govoril, nihče. Malo, tisti, ki so to področje poznali. In pa še tole za zaključek, ali pa že bolj za zaključek, ko govorimo o izobraževanju učiteljev, spremembe v izobraževanju so, ne bom rekel boleče, ampak en življenjski cikel uvajanja sprememb je takšen, kot je tukaj le. Na levi strani imate učitelje, ki so v vsakem primeru inovatorji in ki grejo naprej, če so podprti ali ne. S svojimi sredstvi, s svojim denarjem, s svojim časom, karkoli že. Na desni strani imamo tiste, ki tudi, ko imajo vsega dovolj, ne bodo za spremembe. Ne? Ampak nič hudega, to je normalno. Zgodnji uporabniki so tisti, ki jih je potrebno malo spodbuditi z okoljem, torej s projekti, da grejo korak naprej. In potem pa obstaja eno veliko brezno med tem,
kar spoznamo na projektu in učitelje, ki jih vključimo v projekt in pa sistemom. Ja? To brezno, kako to brezno premagati, je po mojem eno izmed pomembnih vprašanj za odločevalce. Torej, kako iz dobrih praks, iz projektov zadeve prenesti na sistem. To bi bilo zelo, zelo dobro, če se o tem pogovorimo in seveda uporabiti tehnologijo, umetno inteligenco ali ne, ni vprašanje. Jaz mislim, da pravo vprašanje je, da tisti, ki znajo to tehnologijo uporabljati, bojo hitreje, lažje dosegli višje, bi temu rekel, višje rezultate, medtem ko tisti, ki je ne uporabljajo na dolgi rok, bodo za to potrebovali več časa pri konkurenčnosti, tako v znanju, kot v podjetjih, kjerkoli pa je čas ključnega pomena. In s tem bi jaz za danes svoje predavanje zaključil. Tisti, ki utegnete, pa vam predlagam, da še tole knjigo mogoče si pogledate, pa preberete, je tudi v Sloveniji zelo dostopna, ki vam v področju umetne inteligence tak na poljuben način predstavlja, pa mogoče vam dodala še kako pikico v vašem razmišljanju. Najlepša hvala za pozornost.